V slabi banki so po besedah izvršnega direktorja pripravljeni na prenos slabih posojil iz naših bank. Vlada jim je, kot je znano, prejšnji teden že namenila 200 milijonov evrov, da bodo lahko začeli delo. Zdaj je tam zaposlenih 20 ljudi, januarja jih bo delo dobilo še 20. Na družbo za upravljanje terjatev bank bodo 3 največje banke, poleg NLB in NKBM še Abanka Vipa, lahko prenesle za 4,5 milijarde evrov slabih terjatev, pri čemer bo njihova transakcijska vrednost znašala le 1,6 milijarde evrov. S poslanskimi vprašanji predsednici vlade se je začelo redno decembrsko zasedanje državnega zbora. Večina opozicijskih vprašanj premierki se nanaša na posledice objave rezultatov obremenitvenih testov bank. Poslanec SDS-a Zvonko Černač ocenjuje, da nas bo celotna sanacija bank stala čez 8 milijard evrov. Zato premierko sprašuje, zakaj vlada pri zadolževanju v tujini ne uporabi evropskega mehanizma pomoči. Opozicijo nasploh pa zanima tudi, kdo je kriv in kako bo za bančno luknjo odgovarjal. Bratuškova je poudarila, da so številke pregledov bank šele začetek sanacijskih ukrepov in napovedala, da bo vlada zagotovila popolno podporo organom pri preiskovanju nepravilnosti v bankah. Probanka je objavila vabilo k dajanju ponudb za nakup njenih pravnih razmerij, sklenjenih s prebivalstvom ter malimi in srednjimi velikimi podjetji, ki so redni plačniki. Zainteresirane osebe vabi naj ponudbe pošljajo do 10. januarja. Probanka, ki je v postopku nadzorovane likvidacije, prodaja sklope pravnih razmerij z občani, posamezne poslovne enote in likvidature banke ter dejavnost poslovanja s prebivalstvom. Izredna seja, na kateri bodo poslanci na zahtevo SDS-a razpravljali o problematiki bančne luknje in sanaciji bančnega sistema, bo glede na predlog predsednika državnega zbora Janka Vebra predvidoma v petek. Poslanci SDS-a so za sejo predlagali več sklepov, med drugim razkritje odgovornih za slaba posojila. Kolegij državnega zbora bo o sklicu in časovnici seje odločal v sredo. Zaposlena oseba v Sloveniji je oktobra v povprečju zaslužila dobrih 999 evrov neto, kar je 1,7% več kot septembra, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Povprečna neto plača se je zvišala v vseh dejavnostih, razen v izobraževanju. Povprečna mesečna bruto plača pa je znašala 1526 evrov, kar je 2,1% več kot septembra. Na gorenjskih smučiščih se je pretekli konec tedna pripetilo 7 nesreč. Ker se je smučarska sezona šele začela, pa gorenjski policisti za večjo varnost na smučiščih smučarje pozivajo k previdnosti, uporabi primerne opreme in upoštevanju osnovnih pravil smučanja ter navodil nadzornikov in policistov. Žreb Evropske nogometne zveze v Unionu je odločil, da se bodo nogometaši Maribora v 16. finala Evropske lige pomerili špansko Seviljo. Prva tekma bo v Mariboru 20. februarja, povratna pa teden dni kasneje v Sevilji. Jutri bo jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije bo nizka oblačnost ali megla, ponekod tudi ves dan. V sredo še ne bo večje spremembe vremena. V četrtek bo zapihal jugozahodni veter in deloma pregnal meglo. Od zahoda se bo pooblačilo. Danes v dnevniku televizije Maribor. V ptujski bolnišnici vsaj do konca tedna še brez novega vodstva. Mariborski župan odgovarjal na vstajniška vprašanja. 8 nasvetov, ki lahko pomagajo do zaposlitve. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.